Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Spoštovani poslušalci, še enkrat lepo pozdravljeni pred našo sobotno akcijo, ko se bomo spet odpravili z mikrofoni na poplavljena območja. Se bomo tudi zdajle spomnili vseh tistih, ki so v avgustu marsikaj doživeli, tudi marsikaj izgubili. Vode so odtekle, a življenje teče naprej. Za tiste, ki niso bili prizadeti, je morda spomin na avgust že daleč, no ostali pa, ki so bili konkretno prizadeti v teh poplavah, pa seveda je vsak dan spomin na tisto, kar se je dogajalo v avgustu. V našem studiu lepo pozdravljam dva sodelavca Karitas, z nami Matej Pirnac, škofijske Karitas Celje. Dobro jutro. Dobro jutro. In pa koordinator pomoči pri Karitas Danilo Jesenik Jelenc. Pozdravljeni. Dobro jutro, dober dan. Najprej vprašanje morda tako širše. Gospod Danilo, kakšno je zdaj stanje na terenu? Govorili smo takrat veliko o konkretni pomoči, ki je bila potrebna takoj, Karitas se je takoj odzvala. Kaj pa zdaj, 2 meseca po poplavah? Kakšne so potrebe ljudi na Gorenjskem, v Poljanski dolini, v Savinjski, na Koroškem in drugod? Materialno razdejanje je marsikje še vedno ostalo. Sledovi so vidni, marsikje so uspeli sanirati in narediti tiste prve korake, popravil ponovnega prilagajanja na normalno življenje. Bi pa že takoj na začetku opozoril na to, da je ta naravna nesreča globoko zarezala ne samo v materialno dobrobit ljudi na prizadetih območjih, ampak tudi v našo in njihovo duševnost, v odnose. Marsikaj je bilo porušenega. Ne samo to, da so ljudje izgubili materialne dobrine, življenje se jim je spremenilo tudi na vseh ostalih nivojih, kjer se pa rane veliko počasneje celijo. Tako da prav se mi zdi, da ko gledamo nazaj za marsikoga mogoče že oddaljeni katastrofalni 4. avgust, da imamo pred očmi ravno to. Na celi črti je bilo marsikaj narobe, marsikaj hudega se je zgodilo in pomoč v tem smislu bo potrebna še kar zelo dolgo. To konec koncev pričajo tudi podobni dogodki in aktivnosti, ki jih je Karitas recimo izvajala v Nemčiji, kjer so rekli, da po takšnih hudih dogodkih traja nekakšno celostno okrevanje tam nekje do 5 let. Tako da mi kot Karitas smo se res odzvali že prvi dan, prve ure po nesrečah. Ponekod so bili recimo odrezani od sveta ti najbolj prizadeti kraji in ljudje. Tam so se znašli preprosto s temi sredstvi, ki so jih imeli na voljo. Od hrane do prvega zatočišča. Takrat, ko so še vsi trepetali, ko sploh niso vedeli, kaj se drugje dogaja. So bile razmere resnično dramatične. Tako da danes, ko gledamo, vidimo, da bo po tisti prvi pomoči, zlasti materialni hrani, osnovnih higienskih potrebščinah in tako naprej, potem v drugi fazi, ko so bili tehnična oprema kot razložilci, sušilniki in tako naprej, se danes v veliki meri osredotočamo tudi na to človeško bližino, ki ni bila potrebna samo v prvih trenutkih, ampak je še vedno potrebna. Mnogi ljudje namreč še vedno nimajo nekega trdnega upanja in zagotovil, kako bo v prihodnje. In ta negotovost povzroča še vedno velike skrbi, velik notranji nemir. Tako da v tem smislu zdaj poskušamo stati ljudem ob strani, da bodo vedeli, da v resnici niso sami, ne da niso to samo besede. Torej, teh 5 let, ki jih omenjate iz izkušenj v Nemčiji o poplavah, je pravzaprav verjetno namenjenih oziroma je čas, v katerem se celijo prav te notranje rane, strahovi, negotovost. Materialna pomoč je prišla verjetno prej, ne? Kar se tiče materialne pomoči, smo v Karitas tako kot vedno začeli z zbiranjem sredstev nemudoma.
in ljudje so se zelo dobro odzvali. Recimo do današnjega dne smo porabili že dobre 4 milijone evrov iz darov, ki so jih prispevali posamezniki, podjetja, nekaj malega tudi že iz tujine. Nekaj sredstev nam še ostaja, zlasti poznate nabirko iz Poljske. Tam se še moramo detajle dogovoriti, preden bomo tudi ta denar lahko poslali na teren. Ker so tudi tam povedali, da želijo, da gre za točno določene namene? Tako, Poljaki so se tudi v našem primeru neverjetno lepo odzvali, predlagali in izvedli akcijo, ki je izgledala tako, da so na Veliki Šmaren po poljskih cerkvah zbirali denar za žrtve poplav v Sloveniji. In tega denarja se je nabrala kar lepa številka. Imajo pa Poljaki, kjer bo Karitas ta denar nam usmerila in tudi skrbela za to, da bo denar smotrno porabljen, tudi neka svoja pravila in to moramo še zdaj doreči, ne, da bo tam mednarodna pomoč izpeljana tako, kot je treba. Medtem ko vsaj 4800 gospodinjstev je prejelo že pomoč od Karitas v Sloveniji, v večjih korakih pomagamo. Ne. Poleg tega, da smo pomagali z našimi 4 milijoni, pa smo sodelovali tudi v razdelitvi pomoči iz javnih sredstev, ki jih je odobrila vlada. Sej to je bilo medijsko tudi odmevno, ljudje so lahko dali, vsi, ki so bili kakorkoli prizadeti v poplavah, posebno vlogo, ki so jo potem obravnavale posebne regijske komisije in jim odobrile različne zneske pomoči, pač glede na obseg škode. In ta pomoč pa je znašala 5 milijonov evrov, ki je bila razdeljena preko Karitas, pa še 5 milijonov preko Rdečega križa. Tako da te pomoči, finančne pa tudi materialne, v vrednosti približno 500 milijona evrov, smo na teren poslali kar se da hitro. Računamo, da bomo praktično počrpali glavnino sredstev do konca tega meseca, oktobra. Ja, to so res veliki zneski, ampak vemo, ob kako hudih posledicah je to pravzaprav precej malo, glede na to, kakšne so potrebe. Recimo v celjski regiji, odkoder prihajate, Matej Pirnat, kakšno je stanje zdaj tam na terenu? Pokrivate tudi Savinjsko dolino, kjer je bilo najhuje, ne? Ja, res je. Jaz bi rekel, to, kar je izpostavil Danilo, je zelo, zelo res. Ko se pogovarja z ljudmi v Savinjski dolini, posebej v zgornjem delu, ko je takšno vreme, kot ga imamo danes zunaj, ko ni pravzaprav nič posebnega, ne, jih začne stiskati nekaj v trebuhu. Zaradi tega, ker ne samo hiše, ne samo ta negotovost, ne samo ta traumatična izkušnja, marsikdo je sredi noči bežal za lastno življenje. Če se pogovarjate z ljudmi v Savinjski, vam bodo vsi rekli, da so vsaj en čudež doživeli letos avgusta in to je bil, da nihče pravzaprav res ni umrl v teh poplavah, kar je včasih res neverjetno. Neverjetno, sploh če se spomnimo, omenjene so bile nemške poplave, tam ni bilo žrtev, ne vem, več kot 200 mislim, da celo, ja. To je res neverjeten moment, ne. Na drugi strani pa, če se peljete po Gornji Savinjski dolini, struge Savinje, struge teh pritokov Savinjinih so še vedno zelo, zelo ranljive, še vedno marsikje neočiščene, neurejene in vemo, da v teh krajih je jesen tista, kjer so poplave nekaj običajnega. Tako da ta strah pri ljudeh je velik. In na drugi strani je tukaj še ogromno, v naših krajih je ogromno enih naselij, enih hiš, ki so bile popolnoma uničene, ki so bile popolnoma podrte, zdaj grozijo še plazovi. In dejansko ljudje danes še nimajo vsi odgovora, ali bodo lahko v teh hišah ne to zimo živeli, ampak živeli tudi čez leto, dve. In ta negotovost, ali obnavljati zdaj svoj dom, ali vlagati v to hišo, ali ne, je tista, ki se mi zdi, da ljudi najbolj bremeni in najbolj teži. Na drugi strani pa ta travma, ki so jo doživeli, ki jo morajo dati ven, ki jo morajo povedati, ki je vplivala tudi na neke druge njihove odnose.
ki je mogoče jih spomnila na ene druge travme, ki so jih že doživeli. Tako da se mi zdi izjemno pomembno, poleg tega, da smo res zelo hitro skušali dati prvo materialno pomoč, več kot 2 milijona 400 tisoč evrov lastnih sredstev, torej sredstev Karitas smo v Škofiji Celje namenili ljudem po poplavah. Vendarle se mi zdi, da je zelo pomembno, da imamo 3 sestre redovnice, ki vsak teden prihajajo na Ljubno in v Zgornjo Savinjsko dolino, da imamo skupaj 9 prostovoljcev, svetovalcev, usposobljenih ljudi z neko terapevtsko, če tako rečem, izobrazbo, ki hodijo dejansko na obisk k tem ljudem, ki pridejo, da imamo duhovnike, ki so na voljo, ki gredo od vrat do vrat, ki obiščejo te ljudi, ki preživijo z njimi svoj čas in da jim izražamo, niste sami, vemo, da rabite pomoč, vemo, da ste v stiski in želimo vam stati ob strani tudi na ta način. Ja, kot pravite, ta stvar, ki je zelo potrebna, je prisluhniti ljudem, jih slišati, posebej najbrž izziv, kako priti do tistih, ki tega ne pokažejo navzven takoj, na prvo žogo, ki so zaprti v svojih domovih in v svojih mislih, ne strahovih, negotovosti. Na ta izziv, ne vem, kako odgovarjate? Rekel bi 3 stvari. Ena je, da vse tiste, ki k nam pokličejo in se razburjajo in so nejevoljni, kako smo pomagali, da smo jim dali premalo, da so drugi dobili več. Torej, takrat, ko ljudje izrazijo nek dvom, neko nezadovoljstvo, takrat ponavadi ocenimo, da gre tukaj za eno bolečino. Ker konec koncev Karitas deli pomoč. Jaz ljudem vedno, ko se pritožijo, rečem, gospa, gospod, glejte, tukaj gre za pomoč. V prvi vrsti to ni neka pravica, ki bi jo lahko zahtevali, ampak je nekaj, kar smo vam mi pač po svojih močeh zmogli dati. Lahko smo mogoče naredili nekaj narobe, ampak zdaj lahko pošljemo k vam nekoga, ki se bo z vami pogovoril, bomo pogledali vašo situacijo in velikokrat vidimo, da gre za eno rano, ki mogoče ni znana, ki je mogoče težko izraziti. Ki mogoče niti ni povezana s tem, kar sporoča. Ja, tako, ali pa je samo nekaj, kar je potem še dodaten kamenček v mozaiku naredilo, zato da je človek pač izbruhnil in na nek način. In hvala Bogu, če smo lahko tukaj en ventil. Druga stvar je, da imamo izjemno pokrito mrežo župnijskih Karitas in da so naše sodelavke in sodelavci po župnijah ljudje, ki poznajo kraj, v katerem živijo, ki poznajo ljudi in da so zelo pozorni na tiste, ki so najbolj tiho, ki so najbolj doma, ki se nikjer ne pokažejo in da nas potem prijazno opozorijo in povabijo in prosijo, da še tudi tja namenimo neko pozornost. Tretji vidik pa je, ki je mogoče pa najlepši, mi je razlagala zadnjič ena gospa, ki hodi na te obiske, izvaja to pomoč in je rekla, pridemo k hiši, gospa je stara 80 let in potem reče, jaz se še kar držim, veste, ampak jaz imam pa še tamle eno prijateljico, pa ona ima še pa eno sestro, k njima 2 bi pa res bilo treba iti, ker oni 2 pa ne. In tako potem včasih prideš do ljudi, se mi zdi, ta krog dobrote se potem zelo hitro sklene. Ja. In to je tisto, kar je pomembno. Kar je najlepše, ne? Ja. To, kar govorite, priča tudi o široki dejavnosti Karitas, ki ni seveda omejena zgolj na materialno pomoč. Danilo Jesenike-Lenc, je tega tako gledano širše, verjetno tudi drugod kar nekaj, se pravi, da se ta krog spodbude in misli na drugega, ki mu je morda še težje, tudi drugod prisoten. Včeraj, ko smo bili v Črni, je bilo začutiti tudi neko upanje in nek optimizem kljub vsemu, kljub vsemu, da se marsikje domovi še res sušijo in da ljudje nimajo kje bivati, si najdejo takšno ali drugačno možnost, da nekako zimprovizirajo. Ampak vseeno so rekli, hvala Bogu, ostali smo živi. Res je, da človeška vrsta je takšna, da poskuša tudi iz najtežjih razmer potegniti nekaj dobrega. Včasih res izidemo okrepljeni, bolj povezani med sabo, močnejši tudi za prihodnje izzive. Seveda si ne želimo katastrof. Katastrofe naredijo veliko gorja. Ampak ko smo enkrat v takšni situaciji, nam verjetno res ne preostane drugega, kot da se zberemo, potegnemo skupaj svoje moči
pozabimo mogoče tudi na kakšne zamere, na kakšne manj pomembne težave, ki nas pestijo, in iz tistega težkega trenutka potegnemo največ. To sodelavci Karitas večkrat opažamo, da so takšne preizkušnje na nek način tudi priložnost za rast. Je pa res, da druga stran tega dogajanja so pa vedno tudi različne bolečine, ki pridejo iz tega, dodatne še. Tudi to, da se jezimo drug nad drugim. Vemo, da mnogi so nezadovoljni s to pomočjo, ki so jo pač dobili, z ukrepanjem, zlasti s hitrostjo ukrepanja države. Vemo, da nas je ta situacija doletela, ne bi rekel nepripravljene, ampak glede na razsežnosti in glede na specifiko vseh teh naravnih nesreč je vedno kaj novega. Se vedno opremo tudi na pretekle izkušnje, tako državni organi kot dobrodelne organizacije in naprej, ampak vedno pa moramo neke strukture vzpostaviti spet na novo. Recimo, en takšen primer je bil odziv prostovoljcev. Mimogrede še vedno ima Young Caritas, mlada Caritas, možnost, da se ljudje prijavijo in prosijo za pomoč prostovoljcev na terenu. Res je upad zanimanja oziroma interesa, ki ga prostovoljci kažejo, po eni strani razumljiv, po drugi strani pa tudi negativen. Ampak v tistih prvih dneh je recimo preko 3000 prostovoljcev, skoraj blizu 4000 šlo na teren, pokazalo neko sočutje, ki ni bilo samo v besedah, ki tudi ni bilo samo v denarju, ki ga je nekdo daroval, ampak so ljudje dejansko svoje življenje za nekaj dni, vse za en dan, recimo, preusmerili k drugim ljudem. Tam so res opravili neko fizično delo, ampak vsi so rekli, da najbolj prisrčen del tega, najgloblji tisti, ki jih bo spremljal, ni kidanje blata, ampak to, da so se srečali z ljudmi, da so videli na obrazih teh oškodovancev nek nasmeh, neko olajšanje, neko zagotovilo, da jih drugi ljudje niso pozabili. To se mi zdi največ vredno in ta človečnost, ki jo ljudje premoremo tudi v težkih trenutkih, to je, se mi zdi, ena najlepših popotnic tudi za vse prihodnje negotovosti, strahove in stiske, ki jih bomo še morali premagati. In tu seveda zdaj sledi pred našo sobotno akcijo, ki jo pripravljamo skupaj, Radio Ognjišče in Karitas, vprašanje, kaj je potem tisto, kar je trenutno najbolj potrebno na terenu. Preden se temu posvetimo, povabilo poslušalcem, da se odzovete s kakšnim vprašanjem ali pa s kakšno svojo izkušnjo. 512 10 00. Svetovalnica, ki jo poslušate, je seveda v živo, z nami pa sodelavca Karitas Matej Pirnat in Danilo Jesenik-Jelenc. Rekli ste, gospod Danilo, da je nekako zdaj razumljivo po eni strani upad te prostovoljne moči, upad tudi pripravljenosti za fizično delo, ampak po drugi strani pa ali opažate na terenu, da je teh potreb veliko. Tudi včeraj v Črni na Koroškem smo slišali, da bi si želeli koga, predvsem starejši ljudje, ki bi jim prišel pomagati. Bodi si pri delu okrog hiše, bodi si pri vsem tem sušenju, premikanju, tudi težkih delih, ki jih delajo usposobljeni delavci, ko je treba položiti v liti estrihe in tako naprej. Kakšne so torej te potrebe, Matej? Ja, gotovo. Še vedno se, predvsem tako, kot ste prav rekli, pri starejših ljudeh pokaže potreba, posebej pri tistih, ki živijo sami, recimo, da še rabijo določeno pomoč. In zaenkrat, hvala Bogu, še nekako poflikamo, zagotovimo, je pa res, da je zelo težko to zagotoviti od danes na jutri, ker nekaj časa traja, da najdemo prostovoljce. Tako da tukaj gotovo poziv vsem poslušalkam in mogoče, če si smem to dovoliti, še bolj poslušalcem, da res pridejo na pomoč, predvsem pri tistih res težjih opravilih, fizičnih opravilih, ki so marsikje še potrebne. Recimo konkretno, kakšne so te potrebe? Konkretno pred nedavnim sem govoril z gospo, ki živi sama, je poklicala, povedala, da je z razvlaževalcem lepo sušila, da je bilo vse lepo in prav, potem je prišel mojster, da bi položil parket,
pa mu nekaj ni bilo ravno všeč in je naredil 3 izvrtine v tla, ugotovil, da je spodaj pod estrihom še vedno mulj in sedaj je treba bilo vreči ven estrih. To gospa sama težko naredi, že en sam človek to težko naredi, ne? Če si starejši, še toliko težje. In potem, če pridejo 4-5 fantov, ki potem to primejo, zmečajo ven, če tako banalno rečem, bi pa ta zgodba gre pa še žal naprej, no. Ko so dali ta estrih ven, so potem ugotovili, da je po celotni hiši počla nosilna oziroma temeljna plošča. Ne. Tako da, veste, teh zgodb bo še ogromno. Ne. Te poplave, zadnjič mi je ena gospa razlagala in jaz si še to zdaj ne znam predstavljati v svoji glavi, te poplave niso bile tiste običajne poplave, ki smo jih vajeni, ko voda preteče, stoji ali pa vteče. To so bile poplave, kjer je dejansko hiša postala del struge. In gospa mi je razlagala, da je bila v zgornjem nadstropju zaprta celo noč, nič ni vedela, kaj se dogaja, ampak vse, kar je ona slišala in doživljala je, kako je voda tekla po hiši in pravzaprav prenašala in butala stvari sem in tja. Čutila treslaje hiše. In cela hiša se je zamikala sem in tja. Ja. In tukaj se mi zdi, da je zato bo še toliko enih teh neraziskanih škod, ki bodo prihajale na dan, tako da ja, gotovo poziv ljudem, ki imajo moč, ki imajo voljo, da se še prijavljajo kot prostovoljci, da še rečejo ja, ko jih prosimo. Na drugi strani pa seveda poziv, dvojen poziv. Ne? Vemo, da v Sloveniji zelo, zelo primanjkuje tehničnih poklicev. Si bom drzno reči, še bolj nam manjka dobrih tehničnih poklicev. Ne? In tukaj bi bila, se mi zdi, na mestu 2 predrzna poziva vsem obrtnikom, ki sedaj lahko pomagajo. Eden je, ljudje, ki doživijo eno tako travmo, je zelo, zelo pomembno, da ko jim rečete, da boste prišli konec novembra, da potem konec novembra pridete. Da potem ne pridete januarja. Zato, ker se bodo čutili še enkrat bolj zapostavljene, pozabljene in tako naprej. Drugo pa ne služite na teh ljudeh. Ja, pravzaprav podobno lahko rečemo, smo slišali včeraj, tudi v Črni na Koroškem, čaka se na obrtnike in govorimo o čakalnih dobah, ne spet, tudi na tem področju. Gotovo, ja, ni jih, ne. Ja, avgust je bil drugačen čas. Tudi mladi so takrat imeli še proste dni, počitniške dni. Zdaj je povsem drugače, začelo se je tudi študijsko leto. Gospod Danilo, je tudi zato morda pri Young Caritas manj prostovoljcev na voljo? Res je, da med tistimi, ki so se javili za prostovoljski angažma, je bilo večina, so bili tudi mladi ljudje. Ne pa samo, so bili tudi mnogi zaposleni. Verjetno je z tem, ko se časovno oddaljujemo od katastrofe, v ljudeh marsikakšna druga informacija na osebnem, lokalnem ali pa svetovnem nivoju odvrnila pozornost od tega, kar se je zgodilo v začetku avgusta. Verjetno je to po neki strani razumljivo. Po drugi strani mogoče ljudje tudi nimajo pravih informacij o tem, kakšno je stanje na terenu. Velikokrat vemo, da se pač zanesemo na nekoga, ki je videl nekaj in mogoče je videl tisti del, kjer je sanacija že izpeljana, mogoče v nekem kraju, pri nekem posamezniku, ki je utrpel škodo. In si ustvaril vtis, da je tam nekako že v redu, da je država že poskrbela, mogoče še kaj bo. Ne vem točnih razlogov, ampak če vidiš, kakšno je stanje na terenu, če si razmislil o tem, kako velike razsežnosti so to bile, potem ti je jasno, da potrebe še vedno obstajajo. Res je, recimo, ljudje tudi potrebujejo denar. Prva humanitarna pomoč, ki smo jo delili, bodisi v materialu, pa tudi potem v denarju, seveda je šlo v nekaj tisoč evrov lahko. Vsega skupaj, ki jih je nekdo prejel, nekateri, ki so pač imeli uničeno hišo, stanovanje, so dobili tudi nekaj več. Ampak zelo poudarjamo, to je vse samo prva humanitarna pomoč. Mi se tukaj skoraj da nismo ozirali na uradne ocene o škodi. Zato, ker itak vse, kar smo doslej dali, to niti približno ne poplača dejanske škode, ki je nastala na objektih, na materialu. Zato se resno računa in tudi prosimo državo naj pohiti z zakonom o obnovi, kjer bo bolj jasno predvideno,
do kakšne mere bo lahko država pomagala tistim, ki so izgubili svoje domovanje. Ker tam gre za tako velike stroške, da jim vse humanitarne organizacije skupaj niti približno tega ne morejo povrniti. Tako da to zelo poudarjamo. Po drugi strani pa tudi ljudi vabimo, da se poslužijo možnosti, ki jo je dala država, da namreč na pristojnem centru za socialno delo vložijo prošnjo za izredno denarno socialno pomoč, ki je v tem specifičnem primeru, če so prizadeti od poplav, prosta normalnih, običajnih restrikcij. Se pravi, prejem te pomoči, ki je kar visok, ne bo vplival ne na dohodnino in ne na socialne in družinske prejemke. Tako da to je tudi možnost, ki se je vredno poslužiti. Denar je namreč potreben konec koncev tudi za plačilo obrtnikov, tehnikov, serviserjev, ki bodo prišli na teren. Tako da sedaj je gotovo manj potrebe za neko materialno pomoč, čeprav Karitas to še vedno nudi. Ne? Tako hrano, kot šolske potrebščine, kot kurjavo, še posebej tem ljudem, ki so na prizadetih območjih. No, prav to je še eno vprašanje, ko gremo proti koncu današnje svetovalnice. Ja, namenjena je tudi temu, da izvemo, kje so potrebe, zato tudi kakšen nasvet smo že slišali, gotovo, kako lahko pomagamo. Predvsem pa bo pomoč namenjena v sobotnem dnevu čemu? Zbirali bomo z vami, z vašo pomočjo Karitas, torej tudi denarna sredstva. Gospod Matej, kako bo ta zbrana vsota porabljena, kam bo šla? Nedvomno bo šla k ljudem, ki so bili prizadeti v poplavah in v tej, tako da mi smo rekli temu zdaj druga faza oziroma druga etapa druge pomoči, bomo posebno pozornost tam, kjer bomo le lahko in koliko nam bodo sredstva omogočala, posvetili dvojnim prebivalcem poplavljenim. Eno so tisti, ki so imeli zelo visoke škode na bivalnih objektih in so socialno najbolj ogroženi, ali pa živijo v nekih posebnih okoliščinah, ki so objektivno dokazljive in si zato sami zelo težko pomagajo ali pa bojo sami zelo težko speljali obnovo brez neke dodatne pomoči. V enem delu bi pa želeli biti pozorni tudi na vse tiste, ki so izgubili osnovni vir svojega preživetja. Marsikdo, posebej v naših krajih, je živel od nekega butičnega kmetijstva, od neke male industrije oziroma obrti. Poznam kar nekaj zgodb, kjer so imeli spodaj delavnico, na vrhu stanovanje, srednje mlada družina, oba sta bila zaposlena v domačem podjetju, garaži, če hočete. In sedaj imajo pravzaprav uničeno in podjetje in delavnico in stanovanje. So trenutno brez dohodkov ali pa uveljavljajo tisti ukrep čakanja na delo, kjer je že tako plača se zniža. Veste pa, v Sloveniji, ko govorimo o obrtnikih, podjetnikih, zelo malo jih je, ki so tukaj ekstremno premožni in imajo visoke prihranke. Ko govorimo o Sloveniji, v srednjem razredu, smo pravzaprav vsi nekje tam v enem povprečju tistega življenja od danes na jutri z nekaj malega prihranke, če imaš srečo. In tukaj se mi zdi, da je še zelo, zelo hudo za te ljudi, ki so dejansko izgubili vir zaslužka, možnost zaslužka in tudi njim bomo poskušali stati tukaj ob strani. Tudi zato, ker se bojim, da bodo mogoče kje drugje prezrti. Ja, pomembno je to vedeti, da seveda potrebe so, kljub temu, da pravzaprav zdaj na vsakem dobrodelnem klicu po pomoč, teh je veliko, gredo zbrana sredstva pravzaprav v ta namen. Marsikdo bo rekel, se je že dovolj vsega skupaj, ampak verjetno je tudi za Karitas to ena največjih, če ne največja akcija oziroma projekt pomoči v zgodovini Karitas, drži? Jaz mislim, da da zdaj zadnje 3-4 leta je žal vsak naš projekt, ki sledi največji v naši zgodovini, in ko delamo en žalosten, bom rekel temu, rekord za drugim. Mislim, žalosten iz tega vidika, ker pač pomeni, da je tudi kriza toliko večja. Če smo pri Ukrajini presegli neke magične pragove pomoči, smo jih zdaj presegli še bolj. Veste, ampak je pa tako,
5 milijonov zbranih sredstev Karitas, 10 milijonov sredstev države, to se slišijo zelo, zelo visoke številke. Ne. 2 milijona 300 tisoč evrov pomoči škofijske Karitas, to je ogromno denarja. Ne. Če bi, ampak zdaj pa to deliva Ja. z 1647 gospodinstvi, ne, pa bomo videli, da smo tam nekje dali lahko enemu gospodinstvu 2000 evrov. Zdaj govoriva o nekem povprečju. In kaj to pomeni pri stroških Pri hiši, obnove? ki je vredna 70 tisoč evrov, pa sem rekel zelo, zelo nizko številko. Ne. Zdaj nisem omenil hiše, ki jo je odneslo, ki jo je podarilo, ampak to je mimo grede. Ne. Skratka, Karitas opravlja svoje poslanstvo tam, kjer pride tudi konkretno blizu ljudem, kot ste rekli, gospod Danilo, to je ena od pomembnih dejavnosti poslanstva Karitas, da se tudi nastavi uho, posluša o teh pravzaprav travmah, ki bodo gotovo še dolgotrajne in se jih poskuša na svoj način tudi slišati in celiti. 5 let po izkušnjah nemških, tudi strokovnjakov. Ne. Morda za zaključek še kakšna izkušnja, ki ste jo ob obisku Nemcev, ki so jih prizadele poplave pred dobrima 2 letoma, tudi prejeli in jih lahko s pridom uporabite. Rad bi izrazil najprej zahvalo vsem župnijskim Karitas, ki imajo veliko požrtvovalnih oseb v svojih vrstah, ki so se prvi odzvali, ki jim tudi škofijske in slovenska Karitas radi nudimo pomoč, kolikor se le da, da si izmenjujemo informacije, ker na ta način vemo, kakšno je stanje na terenu, vemo, kakšne so potrebe. Zaupamo, da župnijske Karitas poiščejo tudi tiste, ki so mogoče ostali sami, malo spregledani, tiste, ki so malo tiši pri uveljavljanju pa zahtevah po pomoči. To je eno veliko bogatstvo, ta naša kapilarna prisotnost po vseh krajih, po vseh župnijah, po vseh lokalnih skupnostih. In tam, kjer se na lokalnem nivoju, in to tudi Nemci pravijo, da povezati z občino, z drugimi organizacijami, ki lokalno delujejo, tam se največ in najbolj učinkovito dogaja pomoč. Ta del se mi zdi, da ga moramo res podčrtati, negovati, varovati in razvijati tudi za prihodnje. Tujci nam tudi polagajo na srce, da naj poskrbimo za svetovalne osebe, ki bodo po terenu hodile. Svetovanje je tukaj mišljeno tako psihoterapevtsko, psihosocialna pomoč, razbremenilni pogovori, pa tudi po drugi strani strokovno svetovanje, kjer ljudje dobijo strokovni nasvet od gradbenih in drugih mojstrov, kako sanirati škodo na objektih. In v ta namen tudi računamo oziroma že pripravljamo nek načrt, kako bomo zaposlili nekaj oseb, ki so strokovno usposobljene in bodo izvajale spremljanje ljudi na terenu vsaj še 1 leto. Tako računamo, da bomo imeli dovolj sredstev, zato da bo to ena sistematična pomoč in sistematično spremljanje. Ne bi želeli namreč, da bo naslednja nesreča, ki nas bo zadela, bodisi v Sloveniji ali v tujini, kjer tudi izdatno pomagamo, postavlja v drugi plan oziroma v pozabo vse te nesrečnike, ki bodo zdaj še kar nekaj časa rabili za okrevanje. Kar se lahko hitro zgodi, kot smo videli, kot vidimo pravzaprav in je povedal tudi gospod Matej, se pravi, pomoč bo še potrebna, pomoč bo, oziroma potrebe bodo dolgotrajne. Ja, in še ena stvar mogoče, vsa denarna sredstva, ki jih počasi to glavnino izčrpavamo že, ki bodo še prišla, zato tudi lepo povabim na tiste, ki zmorete, da še primaknete kakšen evro, kajti iz tega fonda, kot je tudi Matej prej slikovito povedal, vse se bo porabilo mimogrede. Res je, včasih smo pred izzivom, kdo je res v največji potrebi in kdo več rabi, ampak te izziv se da rešiti s pomočjo ljudi, ki poznajo te oškodovane osebe. Ves denar bomo v najkrajšem možnem času razdelili, res je pa tudi to, da moramo biti odgovorni.
pri tem, ko denar delimo. Zato včasih mičkan več časa traja, da res preverimo vse stvari. Konec koncev je to načelo pravičnosti, ki je en od osrednjih, ki vodi naše karitativno delo, pa tudi odgovornost pred računskim sodiščem in ostalimi institucijami, ki kontrolirajo naše poslovanje. Tako da tu želimo biti odgovorni, se pa zavedamo, da pomoč je potrebno, da pride čim prej v pravem času. Ja, in to bomo ponovili tudi v soboto, ko pripravljamo, kot rečeno, skupaj dan, kot smo ga že. In to, kot ste zdaj le poudarili, pravzaprav podčrtuje, da nismo pozabili in ne bomo prav tako ne Karitas na dogodke, na ljudi, ki so bili prizadeti v avgustu. Iskrena hvala obema, Matej Pirnat, Danilo Jesenik Jelenc za obisk v studiu. In ja, jaz rečem takole, veselim se sobote, upam, da se bo spet pokazalo, da znamo stopiti skupaj. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.